Isti čas je rekel Jezus Nikodemu, Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi svet po njem zveličal. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen, kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, da pa so ljudje bolj zljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsakdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da bi se ne spričala njegova dela. Kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. No, to je ta debata, ta pogovor Jezusa z Nikodemom. In danes smo slišali tisti čudovit stavek, za katerega pravijo poznavalci Svetega pisma, da je to eden najlepših stavkov v Svetem pismu. Namreč Jezus tu jasno pove veliko resnico, kako Bog ljubi ta svet. In da je za ta svet, ker ga ima tako rad, je dal tudi svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil. To nam Jezus dokazuje svojim javnim delovanjem od prvega dne, ko ga je Janez Krstnik predstavil kot Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. In tam, ko se tudi izpolnjujejo tiste besede preroka Izaija, ko je rekel, tlečega stenja ne bo ugasnil in nalomljenega trsta ne bo prelomil. In tako je Jezus oznanjal ljudem to veselo oznanilo in jim pomagal, ker svet ne obsoja. In zato pravi, svet je že sam sebe obsodil, če meni ne veruje, če je bolj zljubil temo ko luč. Sestre, bratje, krst nam odpira to luč, da nam zasveti našim nogam, našemu življenju. Zato moramo zelo ceniti ta prvi najpotrebnejši sakrament. Vsakodnevno se bi ga morali spomniti in se zahvaliti, bodisi pri jutranji ali večerni molitvi, ali kdaj tudi čez dan, kajti takrat se je zgodil veliki čudež, da je Bog po svojem Sinu vstopil v nas in nas posinovil. In tudi nad nami izrekel, ta je moj ljubljeni, nad njim imam veselje. Da Jezus, njegov oče, nad vsakim izmed nas to ponavlja. In zato vedimo in verujmo, da smo ljubljeni, nepozabljeni, ne nekje vrženi v neki kaos,
v neko slučajnost, ampak smo močno programirani s to veliko božjo ljubeznijo in božjim usmiljenjem, saj smo v nedeljo posebej praznovali praznik tega božjega usmiljenja. Naj nas to srečanje, sestre, bratje, ob mojem krstnem kamnu, lahko bi rekel ob našem, ker nas je kar nekaj tukaj, ki so bili tudi krščeni pri tem krstnem kamnu, doživljamo to božjo ljubezen in ta čudoviti stavek, ki ga je Jezus rekel Nikodemu, da bi mi bolj res ljubili luč, ko so jo botri držali ob našem krstu in ko jo sedaj očetje sprejmejo ob krstu svojih otrok. In mu cerkev, ko mu to luč zaupa, reče, čuvajte to luč, varujte, zaupana vam je ta luč, ohranite jo. Ohranite jo za večno življenje. Tako naj nam torej ta sveta daritev, to sveto srečanje res obnovi to zagotovilo, to vero v naše večno posmrtno življenje. Amen.